prostovoljci priskočili na pomoč Splošni bolnišnici Celje. Za projekte, ki bodo prispevali k izboljšanju zraka v mestni občini Celje, bo država namenila 25 milijonov evrov. V občini Braslovče zajezili širjenje virusa COVID-19. Košarkarji Term Olimia na Polzeli premagali domače Hopse. Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. V Sloveniji so v ponedeljek opravili 4457 testov in potrdili 1084 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 27 bolnikov s COVID-19. V slovenskih bolnišnicah se trenutno zdravi 1171 bolnikov, od tega 196 na intenzivni negi. V Splošni bolnišnici Celje so konec tedna na oddelku za ortopedijo in športne poškodbe odprli že 4. COVID-19 enoto, še naprej pa se soočajo z velikim številom okuženih v vrstah zdravstvenega osebja, saj je trenutno okuženih že več kot 170 zdravstvenih delavcev. Zaradi tega so bili v celjski bolnišnici še toliko bolj veseli pomoči 15 prostovoljcev, bolničarjev Rdečega križa Slovenije, ki so jim na pomoč priskočili v teh dneh. Ekipe prve pomoči iz območnih združenj Rdečega križa iz celjske regije družijo vrednote, kot so solidarnost, človekoljubnost in pripravljenost za reševanje vsakega življenja. Zaradi vsega naštetega so se odločili, da priskočijo na pomoč zaposlenim v bolnišnici, saj se zavedajo, da se celjska bolnišnica v teh dneh sooča s primanjkljajem kadra na vseh področjih dela. Prostovoljci Rdečega križa bodo pomagali predvsem pri oskrbi pacientov na COVID oddelkih, ki jih imajo na številnih lokacijah po bolnišnici. Za projekte namenjene izboljšanju zraka v mestni občini Celje bo država namenila 25 milijonov evrov. Za ukrepe na področju ogrevanja bo zagotovila 5,5 milijonov evrov, za ukrepe na področju prometa pa dobrih 19 milijonov. Vlada je namreč na četrtkovi dopisni seji med drugim spremenila odlok o načrtu za kakovost zraka na območju mestne občine Celje. V Celju sicer danes že dihamo precej boljši zrak kot pred desetletji, a so mejne vrednosti koncentracije delcev PM10 včasih še presežene. Da bi v najkrajšem možnem času zagotovili skladnost z mejnimi vrednostmi, pravijo na Ministrstvu za okolje in prostor, bodo poleg ukrepov, ki jih sicer izvajajo na področju celotne države, v Celju izvedli še nekaj dodatnih. V Celju smo v preteklih letih bistveno zmanjšali onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom. Tudi koncentracije delcev PM10 se na letni ravni zmanjšujejo in ne presegajo dovoljene letne vrednosti. Do preseganja mejnih dnevnih vrednosti prihaja samo po zimi, ko se ostalim virom pridružijo kurišča za ogrevanje. Razlog je tudi v meteoroloških pogojih, saj leži mesto v kotlini, za katero so v zimski polovici leta značilne tudi temperaturne inverzije. Število dni, ko izmerjene dnevne vrednosti delcev PM10 v zraku presegajo mejno vrednost, se v zadnjih letih znižuje. Lani se je to zgodilo 23-krat, leto predtem 35-krat, leta 2015 pa kar 2-krat toliko. Zrak v mestu bo zagotovo še čistejši, ko bodo uresničeni vsi načrtovani projekti trajnostne mobilnosti in ko bo država zgradila obvoznico. Tranzitni promet gre namreč še vedno skozi mesto, kar je nedopustno. V mestni občini Celje čistejši zrak v mestu zagotavljamo s širjenjem plinovodnega omrežja in omrežjem daljinskega ogrevanja, energetsko obnovo javnih zgradb in ukrepi trajnostne mobilnosti. To so kolesce, avtobusi na stisnjen zemeljski plin, električne polnilnice, sistem Park and Ride, kolesarske steze in podobno. Občina sicer za ukrepe zmanjševanja emisij objavlja tudi razpise za nepovratna sredstva. K izboljšanju kakovosti zraka prispevamo s podeljevanjem občinskih subvencij gospodinjstvom, za zamenjavo zastarelih kurilnih naprav s sodobnimi plinskimi kondenzacijskimi kotli gre za okoli 50 tisoč evrov na leto in z občinskimi subvencijami za zamenjavo zastarelih toplotnih postaj v stanovanjih ter javnih objektih, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje.
V občini Braslovče so se pred nekaj tedni soočili z nenadnim povečanjem števila okuženih z virusom COVID-19, s pravočasnim in pravilnim ukrepanjem pa so nadaljnje širjenje virusa v občini uspeli zajeziti. Po besedah braslovškega župana Tomaža Žoharja je to eden izmed pogojev za nadaljevanje izvajanja številnih naložb, ki so si jih zastavili in jih načrtovali še pred začetkom spomladanske epidemije. Vezano na, da tako rečem, celotno epidemiološko sliko v Sloveniji in pa v spodnji Savinjski dolini, pa ta omenjen nenadni izbruh virusa naše občine v začetku septembra v osnovni šoli. Moram reči, da smo res z hitrim ukrepanjem, določenimi ukrepi in pa v prvi meri z zelo odgovornim ravnanjem naših občanov uspeli širjenje virusa v občini zajeziti, tako da smo skupaj uspeli minimizirati to število aktivno okuženih. Res sem ponosen na vse občane, ki so potrpežljivi, solidarni in pa predvsem zelo odgovorni. Trenutno imamo sicer aktivno okuženih nekje 0,7% občanov. Jutri se seveda lahko situacija spremeni, zato je zelo pomembno, da se vsi držimo teh osnovnih ukrepov, ki delujejo. Da je konec koncev smo mi v občini Braslovče v začetku septembra dokazali, da se, koliko držimo teh osnovnih ukrepov, se pravi maska, razkuževanje in pa karantena oziroma samoizolacija, če bi se to držali na nivoju države, ne bi bilo potrebno trenutno zaostrovati ukrepov in zapirati občin, storitev ali pa šol in tako naprej. Skratka, trenutna situacija občine je pozitivna in optimistična. Organizirano imamo psihološko pomoč za vse, ki so v stiski. Organizirano imamo varstvo otrok za vse starše, ki zaradi dela kako drugače ne more zagotoviti varstva. Za vse učence in dijake družin z nižjimi dohodki smo organizirali brezplačen topel obrok, vedno skrbimo za razkuževanje javnih prostorov oziroma zavodov in tako naprej. Življenje se zaradi korone ne sme ustaviti, poudarja župan. Vesel pa je, da so v teh dneh v teku tudi številne investicije, ki so si jih zastavili. Na območju celotne občine smo v letošnjem letu uspešno spravili kar vrsto, zelo pomembnih projektov za ljudi in pa za razvoj naše občine. Trenutno se jih kar nekaj še odvija in sicer tiste glavne, ki bi jih izpostavil, vsekakor izgradnja prizidka k osnovni šoli v Braslovčah. Ravno danes bo v okviru tega projekta zaključena ena faza in sicer širitev jedilnice. Ta se je razširila za približno tretjino obstoječega prostora, medtem ko pa je izgradnja novih učilnic tako za osnovno šolo kot za glasbeno šolo, garderobe, osebnega dvigala za gibalno ovirane, dodatni kabinet in tako dalje, so pa v polnem zamahu gradnje. V polnem teku so tudi dela celostne infrastrukturne ureditve v kraju Gomlinsko, kjer je zaključek izgradnje te prve faze predviden do konca tega meseca. Za deli se je začelo tudi na regionalni cesti v Letušu, kjer se bo obstoječ most skozi Savinjo širil na vsaki strani za 2,5 metra, seveda za namen pešpoti in kolesarske steze, ter na eni strani mostu izgradnjo novega krožišča in na drugi ureditev obstoječega križišča. Župan že poudarja, da je v fazi izvajanja tudi več manjših projektov, za katere upa, da jih bodo speljali še pred zimo. Še k športu. V košarkarskem državnem prvenstvu so košarkarji Zlatoroga v uvodni tekmi 8. kroga 57-115 izgubili na gostovanju pri Krki. V lokalnem derbiju 7. kroga pa so Terme Olimia na Polzeli s 95-76 premagale Hopse. Na Polzeli so se v dresu Podčetrtka predstavili kar trije nekdanji košarkarji Hopsov. Atanackovič, Čebular in Masilič so skupaj dosegli 45 točk in prispevali bistveni delež k visoki zmagi Podčetrtka. Varovanci Davorja Brečka so bili izjemno razpoloženi pri metu za 3 točke. Iz 27 poizkusov so zadeli kar 14 metov. Izkušeni Nejc Strnad je dal 5 trojk. Na začetku bi se rad zahvalil celotni ekipi, strokovnemu štabu. Letošnjo sezono smo res pokazali, zakaj se je treba boriti. Sestavili smo na začetku dobro ekipo in mislim, da gremo kar po lepi poti. Zelo smo lahko zadovoljni, predvsem po 3 tednih, ki nismo igrali, nismo imeli tekme, smo se malo bali, v kakšni formi smo, trenirali smo dobro, zdravi smo. Polzela vemo, zadnje 2 kola odlične partije proti Krki in proti Primorski, skoraj da so presenetili dobro ekipe obe, tako da smo lahko res zadovoljni. Danes smo odigrali res timsko,
kolektivno žoga je šla, držali smo se nekih pravil, ko smo se zmenili pred tekmo in sem zelo zadovoljen z rezultatom danes. Ja, danes se je prav videlo mladost proti izkušenosti. V bistvu lanski naši igralci so naredili dobesedno šolo našim mladim igralcem, ki so res da prišli šele iz mladinskih vrst, nimajo izkušenj, v obrambi so premehki in pokazala se je kvaliteta in izkušenost. Definitivno čestitke po četrtku za zmago. Na Polzeli so imeli letos obilico težav s sestavo moštva. 2 od 3 Američanov so že vrnili v domovino, namesto njiju sta polzelski dres oblekla Hrvat Josip Milković in Srb Miljan Drekalović. Vse ukrepitve, ki smo jih pričakovali iz Amerike, oziroma 2 od 3, sta bila popolne napake, poškodbe, nepripravljenost. Zaradi tega tudi potem krpanje nekih lukenj z igralci, ki jih trenutno ni bilo na terenu. Ekipa je definitivno daleč od tistega, kar smo pričakovali. Mladi igralci, ki so pa morali stopiti na sceno, ki niso bili temu namenjeni, v bistvu samo da pomagajo, pa morajo zdaj igrati glavno vlogo, zato pa definitivno še niso pripravljeni, ampak pridobivajo pa izkušnje. Hopsi po porazu proti Podčetrtku ostajajo pri eni prvenstveni zmagi. Na drugi strani je Podčetrtek na 5 tekmah 4-krat zmagal in le 1-krat izgubil. Zelo smo zadovoljni, gremo tekmo po tekmo. Če bomo zdravi, mislim, da se lahko nadejamo dobremu rezultatu tudi naprej. Štartali smo sezono zelo dobro, glede na vse lanske sezone. Tudi kader ekipe je dosti bolj spremenjen, prišli so dosti bolj izkušeni igralci. Mislim, da tudi ti, ki so ostali, smo se nekaj naučili in zelo lepo to kažemo na parketu letos. Hopsi bodo v 8. krogu konec tedna na Polzeli v še enem lokalnem derbiju gostili moštvo Rogaške. Rogaška zopet ekipa z izrednimi posamezniki, fizično pripravljenimi, veliko tujcev, igralci so močni, izkušeni, to, kar nam ne paše, prav zaradi te mladosti in mislim, da bomo morali pokazati veliko več agresivnosti, da bomo uspeli parirati Rogaški. Podčetrtek bo prihodnji ponedeljek v 8. krogu gostil moštvo Šenčurja. Glik zato je danes res nam tale zmaga prav prišla na gostovanje, ker velja za 2-kratno, imamo zelo težko razpored Krka, Šenčur, Krka, Rogaška derbi, tako da Šenčur seveda močna ekipa, Murić, izjemni igralci v Šenčurju, tako da bomo probali presenetiti v domači dvorani nasprotnika. Zelo pomembna tekma, vsako tekmo gremo korak po korak, moramo se dobro pripraviti. Sigurno je Šenčur ena ekipa, ki jo je treba spoštovati, mi se bomo maksimalno pripravili in na parketu največ pač zmaga boljši. Podčetrtek vsaj na papirju še nikoli ni imel tako kvalitetnega moštva kot v tej sezoni. Prihodi Čebularja, Atanackoviča, Vasiliča, Popadiča in Mačka so zagotovo tudi precej dvignili ambicije kluba iz zdraviliškega mesta. Jutri bo v notranjosti Slovenije oblačno ali megleno, na Primorskem in nad okoli 1300 metri nadmorske višine pa bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, v nekaterih alpskih dolinah okoli -2, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem ob šibki burji do okoli 16 stopinj. V četrtek se bo nizka oblačnost v notranjosti Slovenije počasi razkrojila, pooblačilo pa se bo na Primorskem in Notranjskem. V petek bo delno jasno, več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in dopoldne pa bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste v naši družbi. Bodite z nami tudi jutri ob 18:30. Pazite nase in vse okoli vas ter ostanite zdravi. Nasvidenje.